Pozdravljeni v novi oddaji Petkov Extreme. Evo, današnja oddaja, Matic, povej, kaj bomo govorili. Kar začnem oddajo, kar je že bilo. Govoril sem par oddaj nazaj o tistem plemenu sentinelcev. Okay, no, pa sem pa rekel, da bi lahko enkrat naredil oddajo o drugih teh plemenih. Aha. In sem nekako, ja. Okay. Čeprav ni tako v podrobnosti, pa kdaj se je kaj bolj, kje so, koliko jih je, kako se imenuje te ljudstva. Se pravi, Okay. oziroma plemena, ne, spet govorimo o njih plemenih, ki so izolirana od Ok, jaz nisem vedel, preostalega za te sem človeštva. vedel, Ja. za ostale pa mislim pač za severno pač Korejo je. Dobro, to ne bi jaz rekel, da je izolirano pleme. Mislim pač tako, je izolirano. ni Je pa izolirano, ampak na drugačen Ja. način. Tako, drugače, tako pa, Te ne vem, kakšne afriške najbolj. drugi pa v bistvu sploh do mene iz Afrike nimam. Are? Čeprav je tam najbrž tudi kaj. Je. Teh plemen je v bistvu unke obstajajo, ki so res izolirana, no bom nikoli za njih izvedela, ne, zato ker Ja, so to skrita. No, ampak, ok. takrat smo omenili sentinelce, Ja, pa imamo pa zelo blizu njih, na enem otoku se eno ljudstvo, ki se imenuje Džarava, ne vem, kako se Okej. imenuje, ki jih je med 250 pa 400. ok. Kva? So pa tako, jih je bilo zelo več, ampak zaradi vpliva zunanjega sveta jih je manj, Okej. kar jih je včasih bilo. No, v Novi Gvineji je okrog 44 takih plemen, Ok. da živijo Čak, izolirano. sam vrnem vas na une nazaj. Čak, a so isto tako izolirani kot te? Ne toliko. V bistvu večina teh, ko bom menil, sem pa tja, kakšen stik s človekom je, ampak več ali manj jih pa pustimo primer. Tako da je. Zanimivo, nisem vedel, ampak ok, Ja. da je to k tega. Ok, ja, naprej, Nova V Gvineja. Novi Gvineji jih je 44 Ok, in pa sem prav en dokumentar zgledal z 1971, The Blank on a Map, ki so risali, oziroma ki so raziskovali neko območje te Nove Gvineje, ki ni bilo nikjer porisano, ne? ja, In so na tak način, ki so raziskovali, so naleteli na en pleme, Ja. tako, ki so jih pol snemali. Tako fajna zadeva. Pol so v Mehiki je en majovsko ljudstvo, ki jih je še okrog 1000, ki se imenujejo Lekadonci. V njihovem jeziku pa Hakvinik, ja, kar ne bi bilo prevod v pravi ljudje. ok. Zapravo, oni so pravi, medtem ko očitno mi Nismo. nismo. Ja, Kako pa živijo to, te ljudje? so v bistvu v pragozdu Ja, skriti en od drugih. V Mehiki so jih kar dosti pobijali, tako da jih je bilo veliko več. Pol bom na koncu, ful dobro, nekaj, ki sem bral, je ful zanimivo, pa žalostno po eni strani. Ok, pol v Boliviji je ok. med 5 pa 10 plemeni, ki vsak šteje okrog med 100 pa 200 Ok. ljudi. V Boliviji bi rekel, da jih je že cela Bolivija. Nasrama. Ja, Kako ja, ne. nesramno. Ja, Okej. ja, ne. V Braziliji jih ima pa, ne bi jih imela največ. V amazonskem pragozdu ne bi okrog 65 plemen Aha. bilo. Čeprav se spet ne vemo, ziher lahko jih je več, lahko jih je pa tudi manj. Nekaj jih je v tem zavarovanem območju, kot neki rezervat, ali kako bi temu rekel, Ja. ampak več v teh ljudcev je pa zunaj tega. In se jim tudi pol toliko slabi gode, ker jih pobijajo na takšen drugačen način. Recimo, pa ne samo, da jih pobijamo, tudi Mislim pa, okužimo a jih. nobeden nima tako prav želje jeti v to society. Bi rekel, da ne, glede na to, da so tam. Čeprav, a je to, ne vem, za koga preko mogoče si pa hoče naučiti družbe, pa Ja. ne vem tega. Malo prehiter bi bilo. Ja. Ne vem, no, tako je. V glavnem, problem je tudi v tem,
v Braziliji, kle, recimo prav je eno ljudstvo Awa, ki jih je okrog 100, Ja. med letom 2003 pa Ja. 2010 so jih pa okrog 500 pobili, zato ker so pač živeli na nekem območju, kjer so hoteli sekati. Pač oni niso pustili, ampak so jih zato pobili. Ne? Ja, full dobro. Ne. V Kolumbiji je tudi Sam tako, a ne, a veš, nekaj. mislim, ne, tako, če študiraš, a ne pač pobil so jih navaden, gremo dalje. Mislim, tako, ko pa Ja. kakšna kazen, pa ne vem, kaj. Ne, mislim, tako, a ni to tako malo. Je, Pač ti si človeka, Valjda, pa da kaj, je. če ni, če je pač iz njega, ki ni na seznamu, da je živ. Spet bi rekel, če je očitno je, če je v profitu v zadju, ni. Ja, vsem, če ga ubiješ. Ja, to je pol tisto, ki se pol vprašamo, a ne? Ja, sej socializem pa komunizem, koliko ljudi so pobili, se strinjam, ampak pa gledaš kapitalizem, ki ni ubil pač Ja, direkt, ampak na tak način, ja. se mi zdi, da ima kapitalizem ali večjo številko smrtih. Ja, sam- Ampak O tem ne bomo. tukaj smo zato, da o teh plemenih govorimo. Tako. 2003 so v Kolumbiji, ki je tudi Ja, ene par še takih plemen, pa ena stvar, zakaj se toliko ne gremo do njih. Se pravi, leta 2003 so odkrili eno ljudstvo, okrog 500 jih je bilo, v parih letih je več kot pol umrl, zaradi tega, ker so se okužili, ker so te ljudje, ki so jo prinesli, so bili neki bolni. Korona. Ja, po mojem, če bi jim korono prinesli, bi bilo mogoče še huj. ja. V Ekvadorju Ja, sta vsaj dva, no, dve ljudstvi, ki je pa problem še ta, da imajo še med sabo še zmer vojne. aha, Se pravi, nimajo sam probleme zunanji. z nami, Ja, ampak še med sabo. Ampak pol pa je malo hecno. Problem, ker enega ljudstva, ta Gaeri, jih je samo še med 20 pa 30, medtem ko v njih ta drugih, ta Rome, Nale, jih je pa med 150 pa 300. Se pravi, njih jih pol na konc ne? ja. Tudi za njih. Okay. V Paragvaju naj bi bilo eno ljudstvo, ki so ga šele 2007 prvič videli, Ja, ne pa zares kontaktirali. Ampak, ok, v Peruju jih je okrog 15, v Venezueli je pa eno ljudstvo, ki je pa ne vem koliko jih je, ampak je v bistvu so vsi ljudje, vsi ti nomadi so iz enega ljudstva, ki jih ne bi bilo skupaj 25,000. wow. Tako da teh je kar nekaj. Ampak spet treba vedeti, niso vsi, ki so izolirani. A ne? Nekateri nekam so žitju, mogoče živijo z Ja, drugim svetom. No, pa imamo pa tukaj na koncu samo še take 3 zgodbe. ok. Man of the Hole, mož luknje, je bil en iz amazonskega pragozda, ki je bil edini predstavnik svojega ljudstva, ki ga ne poznamo. Vemo edino to, da je bil edini, ki je preživel genocid, ker so v 80-ih, 90-ih so na enem območju tam Amazonije, kjer je bil on, kjer je bil njegov ljudstvo, so celo vas to pobili, zato so hoteli sekati. In on je bil edini predstavnik, ki je očitno zbežal ali Moj ratelj. Ja. moj ratelj. Kar je malo tako pol na koncu žalostno, on je pol sam živel v gozdu. Aha. Nekih 30-40 let je sam bil. In tako malo se pomislil, da cel, recimo, predstavljaj si, da ne vem, da cel Mengeš pobijajo, pa zdaj si ti edin Ja. predstavnik. Oziroma predstavnik, se ne vem, Ja. kako naj temu sploh Ja, rečem. ja, pač edini Pa, še. ja, pa hodil bi pa verjetno okoli, pa še zmer videl, kaj se vse dogaja, ampak zdaj so vsi pobiti. Ja, Še zmer se pa skrivaš pred temi. Ker ne nojo še tebe. Ja, Noro. kdaj so, mislim, da so 2017, vedeli so, da je en še tam, nikoli niso ga neki kontaktirali, so pa ga malo spremljali in 2017 so ga celo posneli. Ja, 2022 so ga pa najdel mrtvega, aha. ampak je bil pa tako, menda ni bil ne žival, ni ne padel, pač umrl je. Ja, naravno. Neke naravne smrti.
To je bil tak, ki ga ne poznamo, ker ljudstvo niti ne vem, kdaj je bil rejen, kako mu je bilo nič. Pač vemo. Da je pač tak. bil in Ja. da je tam živo. Pol je ena zgodba z Avstralije. Okay. Tam je bilo ljudstvo Pintupi. To so bili nomadi, ki so pač živeli v Avstraliji. Po drugi vojni so pa avstralska vlada imela spet neko zelo rasno zadevo in so te ljudi, ki so živeli aboriđine in tako naprej, so jih strpali skupaj pa nekam vse poslali. No, zgodilo se pa je, ko so to delali, da je ena družina 9 teh Pintupinov pa ni bila lih tam, so bili pa lih okrog. Ja. In oni so pač vse familije, vse so belci nagnali, oni so pa edini še ostali, niso vedeli, kaj je bilo. In so do konca 80-ih let, Ja. se pravi, dobrih 30-40 let nazaj so šele prišli ven iz puščave. Ja. Oziroma, po naključju so jih najdel, oziroma so tudi oni najdel pač belce. Ja. In zdaj oni živijo, tudi, niso še zmer v naravi, so sprejeli to družbo našo. Tako da so še zmer živi ti ljudje. Sem pa tudi intervjuje, kako je bilo. Znajo govoriti. Ja, imajo neko, kot sem poslušal, je neka angleščina, fora, ampak imajo pa tudi svoj jezik. Aha. Tako da se nekako sporazumevajo. Okay. Imamo pa še na koncu nek Indijanc, Iši. To je bil pa spet en predstavnik, ki je preživel genocid. Amerika, Ja. belci, ki so kaj prišli, so ogromno Indijancev pobili. Ja. Nekaj, kar se reče kalifornijski genocid, so 19. stoletje. Ne vem, koliko tisoč Indijancev v Kaliforniji pobili, zato so belci tam hoteli biti. No, in en od teh je spet bil tak, ki je bil sam še edin predstavnik enega ljudstva in je pol, ki je bil star 50, ne vem koliko let je sam živel, zaradi hrane lačen je bil in se je šel pač v mesto. Kaj se je zgodilo z njim? Ja. Antropologi pa to so ga začeli so ga raziskovali, pa to zaposlili so ga kot neka hišnika, pač že to, a ne? Ja. Pa je pa čez 5 let umrl zaradi tuberkuloze. Tako da, ja. Zaposlili so ga za hišnika. Ja, zato ker očitno so rekli, pač, ja, pobili smo ti družino, vse, sam si mogel živeti. Naj ti bo damo Naj ti hiši. bo, no, ampak moraš še zmeraj že delati, pa denar služiti, da boš preživel. A ne, tako, full fine. No, ja, no, to so ta ljudstva. Eno zgodbo sem bral, glih to, a ne, zaradi bolezni pa to. 1542, pozabil sem, kje raziskovalce, en Španc je ob Amazoniji, se pravi ob Amazonki je hodil. Okay. Ves ta pragost in da je bilo ogromno enih mest, tako več kot 50,000 prebivalcev, mesta, ki jih v bistvu sploh danes ni. Ne? Ja. In ravno si to vse zapisal, začunali so, da ne bi okrog 20 milijonov ljudi živeli samo v amazonskem pragozdu. 100 let kasneje, ko so drugi Španci prišli, ki so šli potem po teh zapiskih, nobenega, ker ni bilo. In so rekli, ta fakt, to si on vse izmislil, nič. No, kaj zdaj ugotavljamo? Ja, bili so, ker najdemo zdaj pod džunglo mesta, ogromna mesta, predvidevamo pa to, da so ošpice bile tiste, ki so pobile v bistvu vse te. Ali so bodisi, ali jih je toliko pomrl, ali so zbežali pol drugi ven iz mesta in džungla je zasula. In tako naprej. Ja, veliko tega je bilo. Noro. Tako da so kar onek zgodbi. Ja, zanimivo. Mislim, tako. Si predstavljaš, da bi prišel nekaj tako 2 milijona folka, ki je čist ločen. 20 milijonov. 20 milijonov, ki je čist ločeno. Ne, si ne. Tako, pač to je 10-krat več, kot je Slovenco. Ja, ampak saj spet to se, takrat, ki sem že omenil. Recimo, da bi jih najdel. Ja. Ampak te ljudje, se pravi, bi bili spet čist, on je čist drugo zgodovino ali pa kultura, kot vsi drugimi. Tako, ja. To je, take stvari so meni zanimive. Ja, noro. To je pa, mislim, da to, no. To je to. Ok, zanimiv, zelo zanimiv. Tako da, hvala za ogled.
Upam, da je bilo tudi vam všeč, pa se vidimo, ko se zagledamo. Ja, mogoče malo trajalo spet. Ja, mogoče. Ok, adijo, čau. Čau.